Rad bi povedal eno anekdoto. Zgodila se je v nedeljo zvečer, 17. marca. Enega našega mariborskega kolega je poklical novinar Ervin Hladnik-Milharčič in mu povedal: z ženo Mirjam odpirava flaša šampanjca, nazdravljava Mariboru in sporočava: od danes naprej je štajerščina jezik svobode. Od 3. februarja, ko sem se podal v to zgodbo, je vsak dan drugačen. In stvari se dogajajo za tako brzino, da ne vem, koliko veslanj bo potrebnih po Jadranu, da bom to nekako vse malo v glavi predelal. Ampak, kot so povedali že kolegi pred mano, mi smo v središču zgodovine. Ne samo, da smo v središču zgodovine, mi delamo zgodovino. To opaža marsikdo. Moram povedati, da ne samo medijski odmev, ampak tudi medijski kolegi iz tujine to opažajo. In zato prihajajo v Maribor. V zadnjih 2 dnevih so bili tukaj 3 predstavniki velikih svetovnih držav, veleposlaniki ali njihovi namestniki, ki želijo slišati, kako izgleda nadaljevanje, nekdo danes uporabil izraz revolucije. In včasih se mi zdi, da marsikdo izven Slovenije bolj razume, kaj se dogaja v Mariboru, kot nekateri v Sloveniji. Ampak dobro, to je problem tistih, ki ne razumejo ali pa niti ne potrudijo, da bi razumeli. Naš problem je pa ta, da moramo nadaljevati pot, ki smo si jo začrtali. In tu bi zopet povedal eno anekdoto, ki vas bo po mojem zelo razveselila. Namreč v ponedeljek sem bil na enem sestanku, ki se mu reče Svet javnega zavoda mariborskih lekarn, in tam bi privoščil vsakemu od vas, da bi bil na tem sestanku. Namreč tam bi lahko v živo opazovali, kako to izgleda, ko hobotnica pride na plažo, ko ni več v vodi, ko ni več v svojem elementu, in kako to izgleda, ko kopalci začnejo nabirati les, da bi jo skurili. Mislim, da v prihodnem tednu se bo marsikaj od tega ognja, ki ga zdaj drugi kurijo, zvedelo v javnosti in to me prav veseli. Ampak to je komaj majhen korak. Tisti velik in glavni korak je bil storjen na ulicah Maribora. Nekateri pravijo, da je to, da smo, oziroma da ste uličarji. Torej, da je ulica Mariboru izbrala in odstavila, izbrala uličarja in odstavila bivšega župana. Ampak ti nič ne razumejo. In to, kar se dogaja v Mariboru, je lahko čast vsakemu od nas, ki v tem sodelujemo, in je tudi zaveza vsakemu od nas, da vsak na svoj način naredi tisto, kar je v tem trenutku prav in čuti, da mora storiti. Zato sem vsak dan bolj nekako poln enih pozitivnih emocij v zvezi s tem, ker se mi zdi, da v Mariboru delamo res nekaj, ne bom rekel čisto novega, ampak nekaj zelo drugačnega. In prepričan sem, da bomo skupaj uspeli, in organizatorjem razstave, predvsem pa prvoborcem, kot je bilo danes rečeno, želim, da bi ta projekt uspel in da bi tudi skozi ta projekt skupaj pokazali, da prvoborci, ki so šli gor, niso ostali sami. Zdaj mi v mojem volilnem štabu zdaj delamo obračun vse te naše kampanje in se dogovarjamo, ker po zakonu moramo višek denarja, ki ostane, nakazati humanitarne namene, in jaz mislim, da je bilo najbolj pametno, da je ta humanitarni namen tukaj pred nami.